Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bomo govorili o tem, kako prepoznati podzavestne vzorce, kako delati mišični test in zakaj pri nekaterih enostavno mišični test ne deluje. Glejte, z mišičnim testom sem se srečala v 2 knjigah, vam bom pokazala, in sicer prva knjiga je Učinek medenih tednov, dr. Bruce Lipton. In on razlaga o tem, kako je preko mišičnega testa pri kiropraktiku prišel do določenih ključnih odgovorov, zakaj njega boli križ. In druga knjiga je pa Skrivnosti aboriginskega zdravljenja. O tej zgodbi sem vam že govorila, in sicer zgodba Garyja Holca, ki je pristal na invalidskem vozičku, kateremu je bilo zaradi Alzheimerjeve, mislim, da je bila Alzheimerjeva bolezen ali je bila pa multipla skleroza. V glavnem, bilo mu je napovedano samo še par mesecev življenja, ko je pristal potem pri aboriginih in je s pomočjo mišičnega testa prišel do globokih spoznanj, zakaj si je pridelal svojo bolezen. No, v glavnem, zdaj pa kaj je prvo mišični test? Dejstvo je, da mišični test ne laže. To je prva zadeva. Zato, ker z mišičnim testom mi dostopamo direktno do podzavesti, ker jaz si lahko govorim, ne, jaz pa ne, ampak globoko v sebi se tega zavedam. Obstajajo 3 različni testi. En je, da date takole roke, glejte, takole. In meni je sicer ta način zelo težek, ker recimo, če si jaz govorim na svoje ime, jaz sem Minka, moje ime je Minka, moje ime je Minka, ja, je skupaj. Če si pa ponavljam, moje ime je Polde, gre narazen. Ampak vseeno mi je težje, zaradi tega, ker se mi zdi, da hitrejš pridem do, ne vem, do laži, ne. Druga možnost je, da vam nekdo pritisne na roko in da jo držite vzravnano, nekdo drug vam pritiska na roko in ko govorite svoje ime, kar je za vas absolutno vaša resnica, roka stoji. Ko pa rečete recimo ime, jaz sem Polde, pa niste Polde, se roka povesi. In tretji način, s tem sem se jaz spoznala, ko sem bila na svetovanju pri gospodu, ki je izvajal, mislim, da Theta Healing, ampak v glavnem, kakorkoli že, to je v bistvu ena taka dober test. Poglejte, roki prekrižaš, niti ne vem, če me je takrat on to učil, ampak jaz vidim, da pri meni to boljš deluje. Ampak preden roke prekrižamo, je pomembno, da zmehčamo ramenski obroč. Kar zdajle dajte z mano, predihajmo, vdihajmo skozi nos, izdihajmo skozi usta, fino premigati je treba pač ta del, ramenski obroč zamižite, vdihnete, roki prekrižate, dajte zdajle z mano to sprobati in date takole, se pravi, zakaj prekrižate, zato da povežete levo in desno možgansko polovico, ker logično pa srčno, v bistvu glih kontra, ne, ta je srčna in ta je logična. Se pravi, ko mi prekrižamo roki, povežemo desno in levo možgansko hemisfero. No in v glavnem, damo tako roke in potem vdihnemo skozi nos, izdihnemo skozi usta in rečemo, moje ime je, in rečete svoje ime. Če jaz rečem, moje ime je Minka, grem naprej. In zdaj načeloma, če vi niste Minka, če ponovite za mano, moje ime je Minka, vas bi mogli pač odnesti nazaj. Možno pa je, se bom tako obrnila, da me boste videli. Glejte, da jaz recimo rečem, da rečem na svoje ime, moje ime je in grem nazaj, a ne na svoje ime, to pomeni, da je to zame resnica. In ko bom rekla, ne vem, pišem se in rečeš svoj priimek, greš nazaj, to je zate resnica, a ne. Ni nujno, da deluje vedno, ampak preverite pa vedno s svojim imenom, zaradi tega, ker to je najbolj globoka resnica vaše ime, a ne. Se pravi, moje ime je, ali pa jaz sem Minka, je zame resnica, grem naprej. No in zdaj lahko preizkusim
vse podzavestne vzorce. Zdaj pa preden grem na podzavestne vzorce, ena gospa me je vprašala, zakaj pri meni ne deluje. Pri vseh deluje, samo pri meni ne. In sem razmišljala, kaj je lahko vzrok, da pa pri nekom noče sodelovati njegovo telo, da enostavno se ne more ne naprej, ne nazaj, enostavno ne gre nikamor. Veste zakaj? Ena stvar je, da ste povsem v glavi, da enostavno nočete spustiti nadzora, da imate roke stisnjene in si tako. Se pravi, vnaprej že dvomiš. To je ena stvar. Druga stvar je, mogoče imate podzavestni vzorec, da sebi ne smete zaupati. Vsem ostalim lahko, ampak samo sebi ne morem zaupati. In dajte, preden greste naprej, vzemite zdravilno molitev dekodiranja, to je iz knjige Ko ima življenje žod na strani 412. Tudi v Google lahko tipkate zdravilna molitev dekodiranja, je posnetek na YouTubu, tudi na moji spletni strani srečnoživljenje.com, tudi tam imate posnetek. V glavnem, preberete to zdravilno molitev dekodiranja, ki gre na ta način. Na pomoč kličem vse svetle sile. In dajmo zdaj kar skupaj narediti, ker na koncu koncev tisti, ki ne morete, ker ne sodeluje vaše telo, dajmo narediti zdaj to skupaj. Se pravi, zamižite. To je zdaj prva zadeva. Roki date takole na kolena, globoko vdihnete in rečemo: na pomoč kličem vse svetle sile. Vsemogočni Bog, če je v skladu z božanskimi zakoni, naj se sčistijo v vseh smerih časa in prostora, vse zavedne in nezavedne kode moje duše, ki so povezane s tem, da sebi ne smem zaupati. Naj se vse ravni mojega duha napolnijo zdravilno božansko ljubeznijo. Vdihnemo skozi nos, roke damo takole, vdihnemo, izdihnemo skozi usta, jih damo roke na srčno čakro in si zraven ponavljamo: sprejemam zdravljenje. Vsi nivoji moje duše se polnijo zdravilno božjo svetlobo. In da še pospešite proces ozdravitve, lahko nadaljujete z zdravilnim kodeksom, roke date v klunček, jih usmerite tukaj gor na hipofizo in si ponavljate: vsi nivoji moje duše se polnijo zdravilno božjo svetlobo. Premaknete roki na ščitnico oziroma na grleno čakro. Vsi nivoji moje duše se polnijo zdravilno božjo svetlobo. Spet tukaj date na te dve manjši čakri, ki sta povezani s stresom, zmanjševanjem stresa. Vsi nivoji moje duše se polnijo zdravilno božjo ljubeznijo. In na sence: vsi nivoji moje duše se polnijo zdravilno božjo svetlobo. In potem roke damo v položaj blagoslova in si sebe predstavljate, kako ste že izven te težave, kako žarite od sreče, kako ste srečni, kako. A veste, kaj so mi danes punce rekle, moje hčerke? So rekle: mami, ampak a misliš, da žajbelj nima kakšnih stranskih učinkov? Ker če ti velikokrat prekadiš hišo z žajbljem, žajbelj ima verjetno neke substance noter, ker to ni normalen. Ti si tako, kot bi bila v nekem svojem svetu, kot bi bila na drogah. In sem potem rekla: a ni to dober občutek, da brez drog, brez alkohola se počutiš wow? A ni to dober? In ni to od žajblja. Ampak to je od tega, ker se res dobro počutiš. No, ampak zdaj gremo naprej. Komu še ne more delovati mišični test? Tisti, ki imate globok strah pred resnico. Poglejte, če imam jaz globok strah pred resnico, bom naredila vse, da jo zanikam. Vse. In zato mišični test ne bo deloval. Zato grem najprej počistiti strah pred resnico in potem naredim mišični test. In zdaj pa kaj preverjam. Verjamem, da imamo čisto vsi knjigo Življenje je tvoje. No, v glavnem, Življenje je tvoje tudi lahko naročite na moji spletni strani
In tukaj noter je seznam vseh možnih težav, kar jih je sploh obstaja, takih zdravstvenih. Recimo, kaj pogledamo? Alergije. Zdajle se je začela, leska je začela cveteti, teloh cveti in marsikdo ima že alergijo na nekaj. In piše tukaj naprej. Na koga ste alergični? Odrekate se svoji moči. To je pa zdaj podzavestni program. Se pravi, in jaz lahko zdaj sama preveram z mojim mišičnim testom, v svoji duši nosim potrebo potem, da se odrekam svoji moči. Se ne, več. Glejte, jaz res delam na sebi, res želim počistiti vse tisto, kar me moti in zdaj, ko sem še vedno v pisanju te nove knjige, glejte, to bo tak vodič po vseh možnih težavah in res sem prepričana, da bom tokim ljudem pomagala s tem. Pojmo zdaj še na tole knjigo, Ko ima življenje žur. Tukaj noter imate vodiče tudi po raznih težavah. Recimo, čakajte, nekje se mi bo odprl, pa bom rekla, pa bom videla, karkoli se bo pokazalo, kar je tako, preverite z mišičnim testom. Ime, se pravi, ustavite človeka, sem v popolnosti njemu odpustila. Recimo, najbolj mene šola na koncu koncev odnos z mojim bivšim možem. In se pravi, če jaz zdaj ustavim pač v mislih, ime mojega bivšega moža, sem v popolnosti odpustila. Jaz grem naprej. No, zdaj pa, če imate vi mogoče kakšnega bivšega, lahko je sodelavec, sodelavka, lahko je nekdo, s katerim ste energetsko močno povezani ali pa zavezani, preverite. Temu sem v popolnosti odpustil. Zdaj pa ena stvar. Poglejte, kaj pa sebi? Dajte še to preveriti. Pa rečem, recimo jaz zase. Jezna sem nase, ker nisem. Ampak glejte, bila sem jezna nase, ker sem dopuščala, ker nisem naredila koraka. Veste, vse to se nekje pogrezne v našo dušo in nas vleče dol. In dejstvo je, da je prišel čas, da počistimo čisto vso nesnago, ki jo vlečemo za seboj, ker dejstvo je, zadnjič sem z eno gospo govorila in rekla, ne, jaz se s tem ne bom ukvarjala. Pač mene bolijo noge, bolijo me kolena, ne bom se s tem ukvarjala, sita sem že vsega tega čiščenja in sem ji rekla, glej, enkrat boš mogla počistiti. Zdaj pa, ali je to v tem življenju ali v naslednjem, lahko v tem življenju letaš od fizioterapevta do fizioterapevta in veš, da ti nihče ne pomaga. Je rekla, saj vem, se že leta letam okrog. Čas je, da počistiš. In v tem primeru, če ne morete sami počistiti, v tem primeru, ja, vam priporočam, najte si Marjeto Miklavčič na internetu in boste videli, ona je tista, ki vam bo pomagala tudi porezati določene vezi, zato ker z ljudmi, s katerimi so nepredelane zadeve, smo povezani preko solarnega pleksusa. In to je tako, kot bi bila vrv povezana, ne? In zakaj vas ob določenem človeku, ko rečemo, me je kar zvil v želodcu, ali pa mi gre na bruhanje, mi je kar slabo, ko ga poslušam. Ja, to je vse povezano prav s tem, kje smo povezani in kje smo na koncu koncev ranjeni. Tako da, glejte, vsak izmed nas, vem, da ima dovolj dela sam s sabo, da vsak izmed nas ima ogromno za počistiti pri sebi, ker če bi bili tako zelo svetniški, glejte, bi že imeli tele sije tle gor nad glavo, bi bili že med vsemi svetimi, ne bi bili tukaj na zemlji. Tukaj na zemlji smo pa vsak z nekim namenom, da nekaj predela. Pač najbolj tesne vezi so tiste, ki nas najbolj šolajo. Zdaj se mi lahko delamo, da kako smo pa pri nas srečni. Ja, vidiš, pri sosedih imajo pa take težave, ja, mi smo pa srečni. Ja, bla, bla. Dejstvo je, da ima vsak pred svojim pragom dovolj za počistiti in tisti, ki najbolj skačejo v glavo drugim ljudem, so tisti, ki imajo največ, druga ne morem reči, dreka za skidati stran. Pač tako je, lažje se je ukvarjati s sosedom, kot pa s svojim tistim kupom, ki je pod preprogo. In reči, jo, kaj se mi je zgodilo, za ščitnico sem zbolela. Ja, kaj pa ne moreš izrasti, kaj pa tisto, kar te duši, o čemer ne moreš govoriti.
Ja, in bolj varno se ukvarjati pač s ščitnico. In zdaj je čas, veste. Zdaj je čas, da vsak izmed nas pač počisti, da naredi korak naprej. A gremo na karte prehodu novo dobo, da vidimo. Zdaj, ko smo pri tem čiščenju, kaj pa nam sporoča stvarstvo? Kaj je tisto sporočilo za nas, ki smo na tem potovanju, ki se učimo spustiti, narediti korake in še kakšno stvar? Tale je prišla ven. Blagoslov. Blagoslovljena sem med ženami in blagoslovljeni so vsi, ki pridejo v stik z menoj. Blagoslov. A ti vidiš? Joj. Meni je tako dober, ker vem, da dobesedno s tem, ko delam jaz korake, ko vi delate korake, pride nad nas čisti Božji blagoslov. Čisti Božji blagoslov, pa poslušajte naprej. Vse, česar se lotim, se spreminja v čisto zlato. Vsi, s katerimi pridem v stik, so deležni blagoslova. Jaz sem boginja, ki nosi v sebi materinsko srce polno svetlobe, sočutja, miline in topline. Dovoljujem, da se ta energija zliva na svet okoli mene. Moja energija je nalezljiva. Jaz sejem blagoslov. No, gremo naprej. To je bila ta prva karta. Blagoslov smo dobili. Veste, tako, to je tako, kot če človek se odloči, da bo nekaj naredil, pa se mu še nasuje zraven. To je blagoslov. Se mu da še več, kot je sploh lahko pričakoval, da je to sploh možno. To je blagoslov. Vse se pomnoži. No, da vidimo, kaj je naslednja. Nova zemlja. Jaz sem boginja, ustvarjalka nove dobe. Mene vodi srce. Nova doba, nova zemlja, premiki se delajo. To je karta 6. V meni je neskončna inteligenca. Jaz sem hči večnosti. Moje srce napolnjuje brezpogojna ljubezen. V meni so mir, ubranost in uspeh na vseh področjih. Stvarnik je moj večni vir. Vse moje duhovne, duševne in gmotne potrebe so izpolnjene v vsakem času in prostoru. Jaz sem rodovitnost. In še ena, če vas pokličejo te karte, jih seveda lahko še dobite in lahko tudi dobite USB ključek Kristalni prehod v novo dobo, kjer sva z Matejo Bobek dejansko posneli, jaz sem brala ta sporočila, Mateja me je pa spremljala s kristalno liro in je nastalo več kot 3 ure pozitivnih afirmacij. Veste, za tiste, ki se vozite vsak dan v službo, ki imate čas v avtu poslušati, namesto poročil, pa kaj se dogaja slabega, poslušate pozitivne afirmacije. In partnerstvo. Vedno se povezujem s pravimi ljudmi. Vedno. No, zdaj pa druga stvar. Če imate občutek, da zmerno naletite na neprave ljudi, to pomeni, da imate kompas malo zmeden. In ta kompas vas ne opozori, spregledate rdeče zastave. In zdaj en tak program, ki smo ga mnogi dobili v otroštvu, je to, moraš potrpeti, moraš se strinjati, moraš biti pridna, moraš biti poslušna. In potlačiš svoja čustva. No in zdaj druga zadeva, da začneš opazovati, kaj občutim. No, zdaj bo najprej tole prebrati. Sklenila sem zavezo s stvarstvom. V moje življenje so mi poslani ljudje, ki so pošteni in s katerimi sodelujem v partnerskem odnosu. Med nami tečejo energije čistega sprejemanja, čiste ljubezni in podpore. Projekti se razvijajo v najvišje dobro vseh vpletenih. Hvaležna sem. In če še ni tako, pomeni, da imamo še vedno šolo, da mogoče ozaveščam jaz svoja čustva, da mogoče se vprašam, kaj pa občutim ob tem človeku. In prva misel, ki gre skozi mene, ne vem, mogoče je nevoščljiv, me želi v krog prinesti, je ta prava. Seveda potem lahko preverite z mišičnim testom. In zdaj pa stvar, to je pa spet pomembno sporočilo. Ali jaz lahko preverjam za drugo osebo? Recimo, da jaz rečem, moja hčerka je. Ne moram. To je ona. Jaz za drugega ne moram preverjati. Lahko pa preverjam svoje občutke. Se pravi, če jaz rečem, občutek imam, da moja hčerka in preverim z mišičnim testom, to pa ja. Se pravi, jaz lahko samo za sebe, ne pa za nekoga drugega. In recimo, če jaz sodelujem z nekom,
ki, recimo, jutri bom imela en posloven sestanek in zdaj, če premišljujem, ta obisk jutri, ki ga imam, me želi v krog prinesti? Ne. Se želi koristiti z mano? Ne. Želi, da dobra informacija pride do čim več ljudi. Vidite. Se pravi, čutim, to je moj občutek, čutim, da to, kar ima zapovedati ta gospod, da je res dobra informacija. A vam povem, kakšna je? To je pekarna, no, zdaj sem pa pozabila, katera pekarna, bom jutri povedala. V glavnem izdelujejo pekovske izdelke iz ajde, brez glutena, s počasnim hajanjem, pekarna Blatnik. In so neverjetni, ker imajo neverjetno kvaliteto, to je prva zadeva. Druga zadeva se pa da na tržnicah, tudi dobiti vem, da v Domžalah, ta njihov kruh in je poseben, sploh za tiste, ki imajo alergijo, za vse tiste, ki imajo občutljivost na gluten, ker je to brezglutenski kruh, in za vse tiste, seveda, ki si želijo shujšati, ker ima zelo nizek glikemični indeks. Tako da, vidite, juhej, same dobre informacije. A gremo še na eno sporočilo? Ošo Zentarot. No, eno, to da vidimo. Za konec teh podzavestnih prepričanj, kaj nam sporoča stvarstvo. Da vidimo, tale je prišla ven. Ključavnica je odprta, a vidite? Ključavnica je odprta, treba je samo še odpreti vrata in iti na svobodo. To je to je sporočilo in to vam želim. Samo še vrata je treba odpreti. Smo za rešetkami svojih prepričanj, ključavnica je odprta, samo treba iti naprej. Tako da, uživajte na tem potovanju. Ja, vem, ni fino brskati po svoji podzavesti, ampak je čas. Očitno stvari, ki smo mislili, da bojo ostale skrite, hočejo na plan. A ne tako kot pomladka, zdaj že zvončki ven gledajo, se že pogana. Že prihaja nova energija. Tako da, uživajte, imejte se radi. In stvarstvo vam pošilja ves blagoslov, kar je možno, ko vi odprete roke. A ne, dokler pa stiskate tisto, kar mora biti skrito, nima kam natrositi. Tako da uživajte.